Habitatno drevo je, kot že ime pove, en mini habitat, se pravi, lahko so že naseljena ali še ne naseljena z žuželkami, pticami, lahko so tudi že dupla, odvisno od potreb, ker tu namen sam je, da puščamo ta habitatna drevesa ravno z ciljem, da izboljšamo življenjski prostor tem ciljnim trem vrstam, kot so mali skovik, kot so nogi čuk in pa triprsti detel. Navadno poiščemo drevesa, ki so že napadena od gliv, lahko imajo že dupla, lahko so drevesa posebnih dimenzij ali pa posebnih oblik, ali mogoče drevesne vrste, ki so zelo redke, recimo v tem primeru, ko imamo čista smrekovja, če imamo kakšno bukev, javor, jerebiko, ki je pač, da popestri sam prostor, ki je tudi pomembno za razvoj teh ciljnih vrst. Ja, cilj ukrepa je vsekakor povezan z samo Naturo 2000. Tu so upravljalske cone in v tej coni, ko se mi zdaj nahajamo, je cilj izboljšati življenjski prostor tem trem ciljnim vrstam. Habitatno drevo, težko rečem, da jih gremo namerno iskati, ampak tekom ostalih del, kot je označevanje dreves, izvedba ostalih del v gozdu, se že malce spogledujemo z njimi. V sodelovanju z lastnikom se potem odločimo, katera drevesa. Po pravilniku morajo biti to drevesa, ki so debelejša od 30 cm in pa seveda, da ustvarjamo neko mrežo. Ne sme jih biti preveč na ene enoti površine, se pa poskuša ustvariti mrežo, in ko najdemo primerno drevo, recimo pri označitvi dreves, ko pridemo do določenega drevesa, ki bi bilo mogoče primerno za posek, vidimo duplo, vidimo, da se že nekaj dogaja v njem oziroma okrog njega, in ga potem ne takrat, ampak potem, ko se potem namerno označijo, se pa takrat seveda opredeli kot habitatno drevo. Ja, seveda moramo tudi to možnost upoštevati, ampak na tej nadmorski višini, tu se nahajamo nad 1300 metrov, je ta možnost majhna. Zopet smo pri pravilniku, če je po pravilniku ni lubadarca, se pravi napadena oziroma da bi bila potencialno nevarna za žarišče, se tako drevo tudi lahko pusti, mogoče celo skupino dreves, je pa treba včasih iti pa malo pogledati, opazovati, da se nam lubadar ne širi, ampak kot sem rekel, na srečo na tej nadmorski višini še s tem ni nekega večjega problema. Ja, prednosti so vsekakor, da to, kot sem že omenil, da se pospešuje te vrste, ki so seveda redke, zaščitene. Pomanjkljivosti v bistvu so zelo majhne. Edina pomanjkljivost je, da je lastnik s tem, ko ima habitatno drevo označeno, mora pri poseku ostalih dreves paziti na to drevo, da se ne poškoduje oziroma ne poseka. Tudi pri spravilu moraš pač najti neko drugo pot, da se ravno tam okrog. In pa, če imaš slučajno izvajalca del, kar se ponekod dogaja, da lastniki ne sekajo sami, da se še seveda tega opozori, zato jih seveda tudi primerno z modro žolno označimo. Postopek je tak, ko pride v veljavo gozdno-gospodarske načrte enote, je v določenih odsekih predpisano oziroma opredeljeno v kubičnih metrih, koliko bi naj teh habitatnih dreves bilo. Lastnika s tem Zavod za gozdove seznani. Če se lastnik strinja, kar ni vedno primer, ampak v večini se lastnik strinja, jih seveda skupaj izberemo, se skupaj pogovorimo, zakaj so ta drevesa pomembna, in se potem na primeren način označijo. Določijo se jim GPS koordinate tem drevesom, to je za sledljivost, in pa sklene se pogodba z Zavodom za gozdove, podpišeta obe stranki, Zavod za gozdove in lastnik, in s tem je lastnik upravičen do subvencije, nadomestila
za ta drevesa, kajti obveže se lastnik, da bodo 20 let ostala v gozdu, ne glede tudi, če se padajo po naravni poti, da so še vedno upravljajo to funkcijo. Revirni gozdar, ko označimo drevesa, ko jih lociramo, izmerimo, kajti plačilo je po kubaturi, ne, na kubični meter. Lastnik, seveda kot dober gospodar, dobro prevere pogodbo, kaj so njegove dolžnosti in pa pravice, ko pogodbo podpiše, je stvar v bistvu zaključena in dobi nadomestilo. Naša kmetija v velikosti cirka 150 hektarjev. Naša panoga je pa kmetijstvo in gozdarstvo, to se pravi živinoreja in gozdarstvo, to se pravi tudi predelava lesa, na žagi, pa še tudi kaj druga delamo. Vsa gozdarska dela trenutno še sami upravljamo, s tem, da hvala Bogu, lahko rečem, imamo naslednike, vnuk je priden, hodi v tole lesarsko šolo, tako da ni bojazni, da ne bi bilo naslednikov in da bi kmetija propadla. Čujete, gozdovi so pač taki, ko so bili in pravzaprav naj tudi taki ostanemo, mi smo pa dolžni, da to vse skupaj čuvamo. In tudi taka drevesa morajo ostati v gozdu, naprimer za hrano ptičev, pa razno drugih stvari, žuželk ali pa kakršnekoli drugih stvari. Gozdar je prišel do mene pa je rekel, mislim, da bi pač ta drevesa označili, tako kako je pač po njihovi zakonodaji ali pravilih. In sem se jaz s tem strinjal, zakaj pa ne bi. Metropolitana, ki upravlja s temi gozdovi, Nadškofija Ljubljana, je tudi ekološko zaveden lastnik oziroma predstavnik lastnika. In zato smo pristopili k temu, da ne samo, da je to na papirju, no, da se tudi dejansko to izraža. In zdaj kot velik oziroma kot največji slovenski zasebni lastnik imamo seveda kar precej takih območij, kjer so ta habitatna drevesa, kjer je ta možnost. Gozdarji v preteklosti smo te cilje, ki so zdaj napisani tudi v raznih projektih Nature in pa drugih, v bistvu že sami izvajali. In v bistvu je bilo to samo nadaljevanje nečesa še protokoliranje že utečenih postopkov, ki jih gozdarji itak že poznamo. V preteklih 50-60 letih so bili ti naši gozdovi pač v upravljanju države in so bili precej spremenjeni, precej zasmrečeni, ker je pač ta nemška gozdarska šola močno prevladovala v preteklih desetletjih. No in ta habitatna drevesa so v glavnem ostala na območjih, ki so bila težje dostopna in to že samo po sebi pomeni, da težja dostopnost, da niti ni potrebno kakšnega posebnega prilagajanja, označitev teh dreves, vključitev v te dokumente, ki jih ima lastnik, pa ki jih imajo ostale službe,